Lepo pozdravljeni, gospod Načkov, dragi prijatelji Svetega pisma, sestre in bratje v Kristusu. Za razliko od nekaterih drugih svetovnih religij, krščanstvo ne temelji na splošnih religioznih, moralnih resnicah, ampak na določenih zgodovinskih dogodkih. Splošne resnice lahko spoznamo z razmišljanjem, zgodovinski dogodki pa nam morajo biti sporočeni. Pot izraelskega ljudstva in usoda Jezusa iz Nazareta sta temeljna dogodka krščanske vere, zato so bistvena tudi sporočila o njima. Prvotna oblika bibličnega oznanila je sicer ustno oznanjevanje, dolgoročno pa je bil pisni zapis neizogiben. Samo tako je bilo mogoče oznanilo izročati tudi poznejšim generacijam v njegovi prvotni obliki. Tako je Sveto pismo postalo najbolj razširjena beseda na svetu, Božja beseda, zapisana v knjigi vseh knjig. Ljubi Sveto pismo in večna modrost te bo ljubila. Ljubi ga in služilo te bo, časti ga in objelo te bo. S to mislijo je cerkveni učitelj, znan po latinskem prevodu Svetega pisma, sveti Hieronim, opisal svoj odnos do Svetega pisma. Od Hieronima izvira tudi misel: kdor ne pozna Svetega pisma, ne pozna Kristusa. Morda bi, kot je nekdo lepo zapisal, morali te besede danes, ko ima vsak priložnost brati Sveto pismo, ostreje formulirati, nekako takole: kdor ne ljubi Svetega pisma, ne ljubi Kristusa. Taka ljubezen do Božje besede in Jezusa Kristusa je vodila Primoža Trubarja, da je vse svoje življenje posvetil veliki zgodovinski ideji slovenskega naroda, da Bog po svoji besedi lahko spregovori tudi v slovenskem jeziku. Sveto pismo ima tudi za današnje čase in trenutno zgodovinsko situacijo pomembno sporočilo, ki nas z živo Božjo besedo tudi danes sooča ter vzpodbuja k rasti osebne vere in poglobitvi skupnosti med kristjani ter vsemi ljudmi. Zato je pomembno, da je brano, da je upoštevano in da postane naš vsakodnevni zvesti spremljevalec. Globoko verjamem, da k takšnemu poslanstvu, ko se Božja beseda o odrešeniku Jezusu Kristusu v vsej svoji lepoti razliva med nami kristjani različnih veroizpovedi in se po nevidnih poteh zliva v naše domove in v naše družine, pripomore tudi svetopisemski maraton, ki nas bo ponovno, letos že 10. spodbudil, da bomo Sveto pismo z veseljem in odprtim srcem vzeli v roke, ga brali in iz Božje besede živeli, kot nas k temu vabi pisec Jakobovega pisma. Postanite uresničevalci besede in ne le poslušalci. Ali, kot nas vabi sam Jezus Kristus, čujte in molite, da ne padete v skušnjavo. Drage sestre in bratje v Kristusu,
Naj končam z mislijo velikega Goetheja, ki je svetopismo ovrednotil sledečimi besedami. Ob Bibliji se bo vsak rod pomladil in merilo za življenje in moč nekega ljudstva bo vedno njegov odnos do Biblije. Take pomladitve želim vsem vam in vsem obiskovalcem letošnjega svetopisemskega maratona. Hvala vam.